Čau, fanta. A ste pripravljena? Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki. Torej, danes smo v gimnastičnem centru Ljubljana, kjer bomo ugotovili, kdo v ekipi Neki nosi hlače. Danes smo v to čast, da se druživa lahko z najuspešnejšim slovenskim gimnastičarjem. Z nama je Sašo Bertoncelj. Tako. Ja, sam fanta, ne? Še vedno mi nista odgovorila. A sta pripravljena ali nista? Pa, veš kaj, če bi nam ti mogoče najprej o začetkih kaj povedal, kako si ti začel, ker mi začenjava pa, da ne bi slučajno se prenaglila. Moji začetki so bili za ne pol manjši, sigurno, ker sta bila vidva zdaj, ne, po velikosti, tako da in tudi po letih kar precej začel sem, ker sem bil star 6-7 let in je bilo malo drugače, verjetno malo lažji, kot pa začeti v odraslih letih, ampak vseeno zabavno, gimnastika je zabavna, nikoli ti ni dolg čas, skozi nekaj dogaja, skozi nekaj skače, skozi nekaj v zraku. Skozi noš mišice? Ja, seveda, to je pa temu se reče poklicna deformacija. Kakšen je bil tvoj največji dosežek? Ja, zdaj, težko se je odločiti, kjer je bil največji. Zdaj, če bi pogledal samo po mestih, bi verjetno rekel zmaga na Evropskih igrah. To je bila takrat ta prva medalja za Slovenijo, ta prva nasploh na tistih Evropskih igrah. Potem imam pa še 3 medalje na Evropskih prvenstvih, finale na svetovnem prvenstvu. Katera ti je pa najbolj pri srcu ostala? Pri srcu, da se spomniš, pa rečeš. Dajmo reči Evropske igre, rečemo Evropske igre, ne bo kar ta. Slišala sva, da imaš neko svojo prvino. Res je, ja, res je. Element Bertoncelj je zdaj v pravilniku na tistem konju tamle z ročaji, na tistem orodju. In sem vesel, da bo to, bom rekel, šlo v anale, v zgodovino, da se bo lahko eden to vedno odločil. Dej bi ti pokazal tega svojega Bertoncla. Ja, bom, ne, seveda, ni noben problem, ampak vi do meni povejte, ste zdaj že pripravljena, da se ugrejemo, pa da gremo mi malo delati, kaj zdaj? Jaz sem včeraj laufal, pa imam malo muskel fibra. Jaz pa imam muskel fiber, sam nisem laufal, me pa nekaj napenja, po mojem so živci, veš, kaj sem tebe. Fanta, to je, če bi bili taki izgovori, ne, pri mene, ne bi nikoli Bertoncla naredil, ne. To pa verjamem. Evo, fanta, oblečeni smo. Ja. V gimnastiki, pa ne samo v gimnastiki, posod v športu se je treba najprej ogreti, ne? Drugač ne gre nič, drugač bo kaj šlo, kaj poč, se kaj zgodi. Ja, lej, to je dobro, da je toplo, ja. Dajmo vsem se malo, ne? Bomo malo pomigali najprej na začetku, pa gremo tle naprej, ne? Ok. Začetek bi bilo dobro malo laufati, tako da gor, pa dol, tle po črtah, pa bo. Ajde, urk. Kar dejta, evo. Kolikrat pa? Kar je 4-krat, 5-krat gor pa dol laufamo. Nimaš za burek, urk. To je to, vidiš, evo. Konkurenca je vedno dobra. Roke. Ok. Gremo, lej, to je zdaj to tipično gimnastično ogrevanje. Noge daš naprej. Dobro, ok. Špice. Zibamo najprej malo. Zdaj pa damo noge na razen. Oh my god. Kaj, ne gre? Kaj na razen pomeni? Ja, na razen, evo, to je to, ne? Kako je to? Pa zibamo v sredino. Saj to ni toliko težko, se pa spočiješ malo. V drugo smer tudi lahko počivaš? Ja, v drugo smer lahko glavo obrneš, ja. Ja, jaz mislim, da znamo imeti malo težave mi z Bertoncljem, ja, tako da dajmo začeti pri osnovah, pa najprej pride do konja, pa da jo spravimo gor, pa bomo pa videli. Ok, toliko da naj dol ne vrže, ne? Tako, točno to. Evo, fanta, to je konj z ročaji. Ja, kje so pa dlake pa rep? Ja, dobro vprašanje. Verjameš ali ne, čez zgodovino se je konj razvijal in je včasih bil tako oblikovan kot konj. A res? Je imel na eni strani kot glavo, na drugi strani kot rit. Ampak je bilo to nemogoče delati, pa ročaji so bili drugačni, oblika je bila drugačna, ampak zdaj se je nekako razvil v, evo, to je ta zadnja verzija. To je modern. To je modern konj, bi rekel, ki ga uporabljamo tudi na olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih. Aha, se pravi, to je Ferrari od konja. To je Ferrari, bi rekel, tako je. Tudi po orodju bi rekel, nekako je to tista klasa, ki je najboljša. Se pravi, ko konj vidi tega konja, reče, lej, Ferrari. Pa si frajer, ja, tako je. Ali konj pa je konj. Ja, in zdaj, če se razumem, se usedeš med dva ročaja in
seveda, in držiš. čakaš, da sodniki dajo ceno. Ne, kje sem se. Lej, stvar je taka, zdaj na konju se vse dogaja nekako v kolesih. Bom jaz to pol malo pokazal. Okej. Ampak za začetek, tisti, ki prije čista prvi na konja, je že dovolj, da se dvigneš gor in probaš malo takole z noga migati. Probaš malo z nogam takole migati. In se moraš spustiti s tisto. Ja, z eno roko se probaš pa spustiti. To je že kar težko, ker moraš že prenašati malo težo iz ene roke na drugo roko. Se pravi gor, Tako, pa zdaj. tako. Ja, ful lažje izgleda. A ne, Ne, dejansko. Kar, Kar urh. Bom probal. No, zdaj sem videl, zakaj je dobro, da imaš ti dolge hlače, nekaj on ima kratke. Ne, in, Ker ga bo požgal. ja, to lih ni dobro za par fantih. A sploh pravilno roko spuščam. Ja, moraš prenesti težo iz ene roke na drugo roko, to je zdaj ta umetnost. Ne? Sem mislil, da sem vsaj malo močen. Jaz tudi urh. No, evo, tako. To. Pol imamo pa naprej še lahko začnemo, ko enkrat znaš to. Lahko pa narediš. Oh my god. Oh fuck. Kje pa boš, da se držiš tle? Na sredini. Kar nekje na sredini ročajo, pri tej stvari nekje na sredini. Tako, pazi zapestja, tako. Tako, evo. Urh, kar, lej. Zdaj sem te naučil. Urh. Upam, da se je naučil. Ja, jaz tudi, a ne? O, moj bog. No. Ne, urh narobe. Imamo potencialnega, evo. Jaz sem zadovoljen s tem. Bravo, urh. Torej, zdaj glede na to, da smo vse prvine osvojila, a smo si zdaj zaslužili, da vidva legendarnega Bertoncla? Ne, moram reči, da sem se res potrudila, tako da ja, bom pokazal Bertoncla z veseljem, pa da boste mogoče videla še kako se kakšne druge stvari na konju delajo. Ok. Torej, v nekaj smo mi znani, da si radi dajemo challenge, izzive za določene stvari in zato, ker midva res gimnastičarja nisva najboljša, ne, sva razmišljala, da bi dala tebi en challenge in to bo tak kuharski, mi smo znani po naših kulinaričnih podvigih. In zato, ker smo mi tako znani po kulinaričnih podvigih, bi dala tebi en challenge, da nam v bistvu ti narediš nekaj za jesti, ker me vse boli od 1 ure športanja. Evo, z veseljem, hvala, sem se že bal, da mi boste dali še kaj tazga, da se ne vem, kje bi se lotil, hvala Bogu, sem bil masterchef in so me nekaj naučili. Aha, odlično, pa sa prav zadela na ta pravo točko. Ker sem sicer razmišljal, če bi te napravila, ali pa sem rekel, da ne, vse to zna, fant, ne, pa ga dajmo rajo kuhno, tam pa ne vem. Dobro, ni mi toliko domače, ampak še vedno nekaj bo. Okej, može, pa kaj se ga mi da kar ulešt, nekam, pa počakava, da pride. Ti pa kjer masterchef je to bil, naš ali? Ja, tole res ni bil verjetno višek mojega dosežka, to je res, ja. Ja, glej, en vanilin shake za po treningu, ne proteinski vanilin shake bo čist pasal. Ja, so pasal pa bo. Da malo energije dobimo nazaj, ne? A kar? Kar dajmo. Na zdravje. Tole je bilo ful dobro, ne, realno, not gonna lie. Ampak kaj pa dejansko ješ? Tudi spijem kakšen shake, no, ni zdaj to najbolj pogosta stvar pri meni. Niti najbolj gosta. Niti najbolj gosta, tako je, tako prav. Ampak nekako v mejah normale jem, ne pretiravam, zagovarjam to, da vedno lahko od mize kar približno ne preveč na žrtvu stanem, če lahko tako se izrazim. Izogibam se raznim sladkarijam, veliko sadja, veliko zelenjave in je to, da rastejo bolj mišice. Pa se izogibaš ali so prepovedane čisto? Izogibam se, Aha, malo. okej. Jaz sem zelo sladkosned, vam moram povedati, tako da jaz se jim moram res izogibati. Niso prepovedane, zato ker jaz mislim, da v hrani moraš vseeno uživati. Ja. Jaz sem gurman in če ne bi užival,
pol bi bila to muka. Tako da jaz uživam v hrani, rajš kaj sladkega za zajtrk pojem, pa se izogibam temu pol čez dan, pa sploh za večerjo. In uravnoteženo, pa ne preveč. Ok, se bom držal teh nasvetov. Sploh sladko zjutraj, to bo predvsem moj. Je nič. Hvala ti, Saša, da si naj popeljal čez vse vaje. Tako bi rekel, da si nam pokazal ta pravega Bertoncla, da si nam naredil šejk. Mi, da se ti popravičujeva, da nisem mogoče iz najboljšega testa za... Ja, sva se pa potrudila. Točno to. Hvala, ker sta prišla. Super sta bila. Tako kot sta rekla, trudila sta se in to je najbolj pomemben. Jaz pa upam, da sta uživala v gimnastiki, da sta videla, da je to res en lep šport, ker se imaš lahko fino, da je zabaven šport in da smo še kakšnega privabili, da bo prišel telovaditi. Točno tako, in ker nas gleda toliko veliko mladih in vem, da si jih je najmanj 60% zaželeli, da bi prišli zelo na bradlo pa nekom probati, kaj bi lahko rekel mladim, ko bi se spravili v gimnastiko ali pa ko so že v gimnastiki pa bi radi prišli na tak nivo kot ti, česa se ne držijo v življenju? Kot prvo, sam naj pridejo, pa naj telovadijo. Na kakšnem nivoju bojo na koncu je čist nepomembno. Če bo enkrat kdo vrhunski, tako kot jaz, ali pa še boljši, sploh odlično. Najbolj pomemben je pa ta užitek, pa zadovoljstvo, ki ga dobiš v športu in da se dobro počutiš v svojem telesu, to je pa na koncu najbolj pomembno. Tako da tega se naj pridržijo, če pa pridejo še rezultati, pa še to boljše. Hvala še enkrat, da si nam imel v gosteh. Vi pa se ne pozabite subskrbati na kanal, ker te vidim, da se še nisi. Lajki ta video, pa v komentarjih nam povej, koga bi rad videl v naslednji epizodi Nekaj o uspehu. Tako. Hlače, torej, ne? Ja. Slišala sva, da imaš deko svojo prvino, poimenovano po tebi. Kako so na ključe, poglej ga zlata. Dobro je, da je niso po sosedu poimenovali. Čutiš kost, kako je bolj trda, ko si spil to mleko?